Izteka se drugo leto vladavine Roberta Goloba in ta teden se je končno pokazalo dejansko, kdo je tisti, ki upravlja s predsednikom vlade. Tina Gaber ga je kar dala na telefon v radijski eter. Razkriva se tudi neodvisno novinarstvo, pa davčne spremembe in v polnem teku je seveda tudi že kampanja pred evropskimi volitvami. Gledate Odmev tedna. Dogajanje bo tokrat za vas komentirala Peter Marše in voditelj oddaje Faktor na TV3 Aljuš Pertinač. Aljuš, pozdravljen. Zdravo, Peter, in najlepše hvala za vabilo. Pa če začneva morda kar pri tej drugi obletnici vlade, ko je Golob imel tiskovno konferenco, na kateri je to povedal, je znova zmanjka elektrike. Predlagam, da si pogledava, kako je to izgledalo. Vlada in koalicija nazorsko zelo včasih brez elektrike. Nimamo srečo z elektriko. Kjer je svoboda elektrike? Nekam pogosto zmanjkuje elektrike, ko je v igri Robert Golob, energetski guru, naključje ali morda preroško znamenje? Veš kaj, Peter, ti moram priznati, jaz sem se zelo pripravljal, vendar gre za resen pogovor, da bom ostal resen. Moram ti priznati, da mi verjetno ne bo uspelo še na začetku. Jaz bi rekel tako, elektrike je verjetno zmanjkalo, ker ni šlo očitno za obnovljiv vir elektrike. To se pač dogaja. Zdaj, če ti celo energetsko politiko gradiš na nekih obnovljivih virih energije, kot sta recimo veter pa sonce, dobro, lahko damo še vodo zraven, ampak pri vodi smo skoraj že to izčrpali. Mogoče ena elektrarna še, da lahko naredimo, če jih nočemo delati na mori, kar jih nočemo, ampak recimo, da smo tam izčrpali. Veter pa sonce sta pa nestanovitna. Nestanovitna sta kot vira energije, tako kot je nestanovitna politika pač vlade Roberta Goloba, kjer vključno s predsednikom vlade nihče ne ve, v katero smer bo to šlo, kateri trenutek. Ti si zelo dobro v uvodu povedal, izkazali se je, kdo je tisti, ki dejansko vlada, kdo je tisti, ki prvič vsaja ideje v glavo Robertu Golobu. To so tiste ideje, za katere je sam rekel, da jih potem on meče v eter, pa jih sproti pozabi. Že tam na nek način priznal, da pač ni on avtor teh idej, ker pač tiste ideje, ki se človeku porodijo, jaz ne vem, če jih potem pač kar takoj zavrže. Mogoče so si tu različne s predsednikom vlade, ampak vendarle. Skratka, ja, ni slučaj, se mi zdi, da zmanjka elektrike, ko ima vlada tiskovno konferenco, ker pri tej vladi si prej presenečen, če stvari funkcionirajo, kot če ne. No, zdaj, ta teden se je pokazalo tudi za Roberja, za Goloba pokliči Tino. Predlagam si še ta posnetek najprej pogledava, preden ga pokomentirava. Sej ta video obstaja, ker je ona v solzah trdila, da bo to prva stvar, ki je... Ej, Tina, čau! Denis Avdić šel na tej strani. Ja, živja, Denis, živja. V etru smo, čau! Čau, živja, Tina. Tina, Živja. jaz imam enega gosta v studiu in sicer je Robert Sabol. On je pionir reševanja na motorju, pa rumeno intervencijsko vozilo. Skratka, on se zdaj zavzema za to, da dobimo v Sloveniji helikoptersko nujno prvo pomoč. Rabimo helikopterje. A ti lahko kaj svojemu rečeš zvečer? Ne, žal, jaz imam te moči, lahko tega dam pa na telefon. No, dej. Evo, prošel boš. Ja, dej, če pač ga že imamo tam. Direkt. Halo. Živja. Gospod predsednik vlade, dober dan. Denis Avdić šel na tej strani. Ja, zdravo, dobro jutro. Zdravo, upam, da ne motimo preveč. Ne, glavno sem bil ja, kar. Kako lahko pomagam? Skratka, ti ga dam na telefon. Ja, mislim, človek je zgrožen na nek način, ker vsej indici ali pa še kaj več mogoče kot indici, kako stvari potekajo, so bili znani že prej. Številni smo to komentirali, tudi na nek način analizirali, ampak vendarle, ko to pač plastično vidiš v živo, te imam streseno. Vsaj mene, recimo, jaz sicer zastopam tezo že dalj časa, da je slovenska politika veliko bolj balkanska ali pa balkanizirana, posebej vladajoča, kot bi recimo si to kdo mislil, pa kot bi si sami priznali. Ampak vseeno sem nekako gojil upanje, da ni tako zelo zbalkanizirana, kot pa smo zdaj videli, da dejansko je. Ker veš, Peter, najprej je bilo tisto nesrečno križarjenje, z fejmiči, ičkoti, ali kako se že rečejo,
Potem pa pač glavna zveza tega križarjenja, očitno v nekem poskusu pač nekemu, ne vem, prijatelju ali komorkoli že zagotoviti nek posel. Vsred me dodajo, v etru v živo pokliče spremljevalko predsednika vlade, češ da naj svojemu nekaj zvečer reče, na kar ona naučeno reče, da tega vpliva nima, ampak slučajno pa je predsednik vlade tisti hip zraven, pri telefonu, se pravi, veš, kakšno neverjetno naključje doma predsednik vlade, ki je najbolj zaposlen človek pod soncem, države, ki slišim, da največji mednarodni ugled uživa v pač naši galaksiji, pa tudi širše verjetno, in glih tisti hip, ko pokliče Denis Avdić iz Studia Radia 1, v lasti Martina Odlazka, Tino Gaber je pa Robert Golob pri roki, da se javi na telefon in potem dejansko pač po telefonu v etru z nekim tipom, ki ga prej nikoli ni srečal, ki ima očitno nek privatni interes, mu razlaga pač, kako so stvari v vladi, kako se boste dobila, kaj se boste zmenila in tako naprej. Težava je, da dejansko nam vlada Tina Gaber, težava je, da vsak, ki hoče narediti kakšen posel s to vlado, mora poklicati Tino Gaber. Jaz vem iz vladnih virov, da ta hip ima vsaj 3 projekte v igri. Eden je ta, ki smo ga pač vsi videli, s tem helikopterski prevozi oziroma nujno helikoptersko medicinsko pomoč. Verjetno ni časa, da bi zdaj šla v detajle, zakaj to recimo vojska zdaj izvaja, pa kje so dejansko problemi, ampak pomembno pa je poudariti, Peter, da ne samo ta gospod, ki je bil v Studiu Radia 1, ampak eden od bivših uradnih spremljevalcev, zdaj znan slovenski fotograf pravi, da jih je bilo 55, se pravi Golob je 56 spremljevalec Tine Gaber, se tudi ukvarja z helikopterskimi prevozi in ima tudi interes, da bi pač tukaj, gospod je sicer iz tujine, da bi tukaj prišel zraven. Sprav to je en posel. Drug posel, ki ga fura Tina Gaber, je, ona je ambasadorka gluhoslepih v Sloveniji. Zdaj na srečo je takih oseb po mojih informacijah zelo malo, ampak zakon, ki se zdaj predlaga in ga v bistvu promovira Tina Gaber, mislim, da ima finančne posledice ocenjene na 15 milijonov evrov. Zdaj si lahko predstavljamo, kakšne številke so to. In tretji projekt, ki ga ta hip fura Tina Gaber, vse to pa prehaja iz virov pač blizu vlade, je pa nekaj na področju ginekologije, se pravi neka posebna pomoč parom pri oploditvi in tako naprej. Zdaj, jaz ne bi hotel špekulirati, ker gre za osebne zadeve, ampak lahko si mislimo, da pa mogoče pa to res še kaj za njo. Skratka, mi smo prišli v situacijo, Peter, kjer smo imeli Mira Cerarja, ki ni imel nikogar, in zato tudi končal, tako kot je končal. Potem smo imeli Marjana Šarca, ki je imel recimo Damira Črnčeca, tudi Robert Golob je podedval Marjana Šarca in Damira Črnčeca, ampak on ima pa še Tino Gaber. In Tina Gaber je za biznis v tej vladi očitno pristojna, za medijske operacije si pa nekako delita delo z Vesno Vuković, bivšo sekretarko, generalno sekretarko Gibanja Svoboda, pa mogoče še Damir Črnčec malo pomaga. Zdaj pa ne vem, če je kdo si mislil, da bomo leta 2024 v situaciji, kjer bomo rekli, da nam vladajo Tina Gaber, Vesna Vuković pa Damir Črnčec. Če smo na volitvah pred 2 letoma za to glasovali, da nam bojo vladali Vesna Vuković, Tina Gaber pa Damir Črnčec, se morajo vsi tisti, ki so na teh volitvah obkrožili Gibanje Svoboda, in zdaj idealna priložnost, ker bojo v kratkem evropske volitve oziroma čez en teden praktično vprašati, a je bilo vredno in ali bi to še enkrat naredili. Zdaj, za Roberta Goloba pravijo tudi, da je precej odsoten, praviš, da je sicer najbolj busy človek, ampak menda kar dobršen del svojega časa preživi na morju. Ja, tako se predstavlja. Zdaj, če njega poslušaš, on dela 48 ur na dan, čeprav ima dan 24 ur. Vemo za te zgodbe, z apartmaji, pač na Hrvaški se udri. Že to, Peter, je domet, mislim. Če že vzameš pač nek apartma do konca septembra, pa ga vzameš tako blizu Slovenije, ga lahko vzameš tudi v Sloveniji, ker ne vem, kam ima pač Savudrija, recimo, česar slovenska obala nima. Zdaj, če bi to bilo neko v Dalmaciji, pa človek še razume, pa je vendarle razlika. Ampak ta Crveni vrh, razen da se pač slikaš pred tistim kempinskim hotelom, pa rečeš, da si na slovenski obali, tako kot je že naredil, pa da greš pargle zdaj loviti, pa v resnici nisi na slovenski obali, mogoče to imponira komu, ampak to je majhnost teh ljudi na oblasti, ampak še enkrat, Tino Gaber na nek način treba pohvaliti, pač vso kariero je bila ona tam za nek ukras kot neka trofeja, tem svojim spremljevalcem, ki so se pač postavljali z njo in tako naprej. Zdaj ona obrnila vloge,
Zdaj v bistvu je ta njen spremljevalec, se pravi na našo nesrečo, naš predsednik vlade je njen okras, njena trofeja, ona zdaj odloča, ne? To je bistvena razlika in prej je pač ona pač pušala biznis teh ljudi, ne? Vemo, ko je bila v zvezi s temi kriptopiramidaši, je recimo promovirala te kripto prevarantske sheme, ne? Zdaj pa dejansko ona, poleg tega, da promovira ta biznis očitno še naprej, helikopterski pa tudi te druge, ki sem jih naštel, pa celo tudi promovira vladne politike, ne? Jih v bistvu na nek način si jih izmisli, jih definira in potem jih promovira, ne? Tako da ni problem Tina Gaber. Tina Gaber je napredovala, ne? V življenju, pač po kriterijih, po standardih, kot si jih je sama postavila, kako želi to življenje živeti. Lahko je to nam všeč, lahko nam ni všeč. Naš problem je, da je ta njen spremljevalc, ne, ki je formalno predsednik vlade, toliko nazadval, ne. Tukaj imamo mi težavo, ne. In tudi radijski voditelji, ki niso po rodu iz Slovenije, pa nič narobe s tem, ne, imajo zdaj občutek, da lahko po mobitelu pokličejo pač bejbo od predsednika vlade, ki jim da predsednika vlade na telefon, ne, bojo mislili, da so mogoče pač tam, odkoder izhajajo sami ali pa njihovi predniki, ne. To mislim, da ni perspektiva za Slovenijo. Jaz ne bi rad, da bi mi neke slabe prakse iz bivše skupne države ali pa iz drugih republik bivše skupne države k nam uvažali in iz tega dela neko vladno ali pa uradno politiko, ne. Dosti je, da imamo župana glavnega mesta, ki hodi pomagati srbskemu voždu Vučiću na lokalne volitve v Beograd. To je čisto dovolj, ne. Ne rabimo še tega preveč, ja, ne, ampak ne. Ne rabimo še tega, da bi pač zdaj pa voditelji radijskih oddaj, katerihkoli že v etru klicali spremljevalko predsednika vlade, ki bi jim potem dala predsednika vlade na telefon, ki bi potem razlagal vladno politiko na ta način, ne. Skratka, tega res ne rabimo in jaz upam, da tisti, ki so na tem vlaku, anti-Janša, ne, vsaj toliko razmišljajo o tem, kam ta vlak pele, ker oni so lokomotiva, kompozicija smo pa mi vsi, ker ta hip vodijo državo, ne vodijo neke firme, ne, Star Solar, ne vodijo nekega Instagram profila, ne vodijo neke promocije za lelosi pajkice ali pa za, ne vem, Crveni vrh ali pa za neke helikopterje, ampak vodijo državo, ne. In tukaj imamo mi težavo. Se pravi, ti ljudje nam vodijo državo, mi se pa hkrati delamo, da imamo blazen ugled mednarodni, da smo tle nek svetilnik navznoter in navzven in tako naprej. In to je pač zgrešeno in to nas bo drago stalo. Zdaj, premier se je odločil, da bo tudi on tisti, ki bo določil, kateri mediji so neodvisni in kateri niso, ne. Danes je pravzaprav bil zjutraj objavljen ta pogovor, ne, med njim in predsednikom vlade na portalu N1. Pogleda si ta izsek še. Bi si pa želel, da bi dejansko vsi se držali tega, da dajemo izjave tistim medijem, za katere vemo, da so neodvisni. Jaz se sam tega držim od prvega dne, kar sem vstopil v politiko, ne dajem izjav medijem, za katere ne verjamem v njihovo neodvisnost. In mogoče bi bilo to najboljši recept tudi za vse ostale. Gospod Janša. Mislim, neodvisnost medijev se ne določi tako, da predsednik neke vlade takšne ali drugačne reče, ta medij je neodvisen, ta pa ni neodvisen, ne. Skratka, neodvisni mediji premier določa, kako? Ja, mislim, pač njegova predstava Roberta Goloba je, da tisto, kar on govori, to je res, ne. Se pravi, to je pač resnica, to se v resnici v življenju dogaja in dogaja se njemu, dogaja se tudi nam, ne. Kriteriji za te neodvisne medije so jasni, ne. To so pač tisti mediji, kjer on lahko prodaja te svoje resnice, za katere se potem slej ko prej zmerom izkaže, da so neresnice, ne. Ni slučaj, da je pač to izrekel ravno ali pa da je do tega pogovora med njim in vodjo opozicije prišlo ravno na medijo, za katera vemo pač, da je v lasti tajkuna iz tujine. Ni slučaj, da je ta tajkun tesno povezan z predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, ki je tesno povezan z vladavino Roberta Goloba, ne? In na teh relacijah se očitno te usluge proti usluge delajo, ne? Mimogrede, po informacijah, ki krožijo, je predsednik UEFA osebno posredoval pri gospodu Šolaku, ne? Ki je v končni fazi lastnik tudi pač portala, kjer je bil ta pogovor med Golobom in Janšo, za to, da je določen novinar športkluba, ki tudi je v lasti tega istega gospoda Šolaka, ne sme več pokrivati nogometa v Sloveniji. Zato, ker pač Aleksandru Čeferinu ni bilo všeč, kaj ta piše v nogometu, ne. Zdaj, Peter, predstavljaj si veličino, ne, v narekovajih človeka, ki je že, ko je to že
zaključuje pol mandata, pa 2, se pravi 2,5 mandata na čelu predsednika nogometne organizacije, ene najbogatejših sploh organizacij na svetu, ne, in Evropske nogometne organizacije, in se ukvarja s tem, ne, da kliče pač neke lastnike medijev, če lahko oni zamenjajo neke novinarje, ki poročajo. Ne. Tudi to je recimo prvi kriterij, po katerih izbira Robert Golob neodvisne medije, kam gre. Ne. Drugi kriterij, po katerih on določa neodvisne medije, je, kdo so pač njihovi lastniki. Ne. Ni slučaj, kot sem že prej rekel, da je ravno radijska postaja v lasti Martina Odlazka, ne, ima voditelja, ki lahko dobi na telefon Roberta Goloba, ne. Kot tudi ni slučaj, da ko je policija šla v te hišne preiskave, ne, ki so tudi udarile ta teden, ne, je šla na vse televizije, ki so imele, ne, domnevno sporno pogodbo s Telekomom, razen na televizijo Golica, ki je v lasti spet Martina Odlazka. Ne. Se pravi, šli so recimo na Novo 24 TV, šli so tudi na TV3, niso pa šli na TV Golica. Ne. Prav, to je drugi kriterij pač teh neodvisnih medijev. In tretji kriterij neodvisnih medijev po mnenju Roberta Goloba je ta, da seveda on se v zadnjih, ko bi rekel, 10 letih ali pa mogoče še več, praktično ni soočal z nekim tehtnim nasprotnim mnenjem, ki bi ga pač moral upoštevati. Ne. On tudi, ko je šel v politiko, ni tega spremenil. On prezira politiko, sam je povedal tudi potem, ko je že bil predsednik vlade, da tega ne bi nikoli več ponovil, da naj noben ne naredi isto kot on, da je to čist brez veze. Skratka, mi imamo za predsednika vlade človeka, ki prezira politiko, ki se v politiki več kot očitno ne znajde, ki ne ve, zakaj v politiki gre in na kak način je treba voditi javne zadeve, in potem pač ni slučaj, da ga vodijo neodvisni mediji v lasti tajkunov, domačih ali tujih, ali pa da ga vodi pač zasebna spremljevalka, ki preko tega pač poskuša neke biznise za bivše, ne vem, bodoče tipe, kogarkoli že speljati. Ravno te preiskave, omenjaš, da bili so na Telekomu Slovenije, bili so na Novi 24, TV3, to so v principu mediji, ki so nekako bolj opozicijske drže do Roberta Goloba. Je to pravzaprav pritisk? Ne, Golob pravi ne, tukaj je šlo za finančno oškodovanje, to ni noben pritisk na svobodo govora in poročanje medijev. Ja, zdaj, kako on ve, zakaj je šlo, je sploh posebej vprašanje. Ne? Ampak dejansko zakaj je šlo? Pač v Sloveniji obstaja model, kjer vsi kabelski operaterji, med njimi tudi Telekom, recimo Pro Plusu, se pravi družbi, ki izdaja televizijska programa Pop TV pa A kanal, plačujejo mesečno nek določen znesek za pač vsakega gledalca. Ne? Mislim, da pri Pro Plus to znaša 3 evre na gledalca. Televizije... Ja, pač... Ker ti ne moreš Pop TV, ne... Kabelskega operaterja, ja. Medtem, ko pač te televizije, se pravi Nova 24 TV, Golica v končni fazi in tudi TV3, so imele pa podobno pogodbo ne z vsemi operaterji, pa sam s Telekomom, in so skupaj dobile 50 centov na naročnika, ne, oziroma gledalca. Za ta isti namen. Zdaj, zakaj pogodba Pop TV-a ni problematična, pogodba teh 3 medijev pa je problematična, ne? Veva, zato ker te 3 medije niso neodvisni, ne, po kriterijih Roberta Goloba. Medtem ko Pop TV je nedvomno neodvisen medij po kriterijih Roberta Goloba. Mogoče zdaj ne bo več, odkar je pač bil ta izbruh ministra za finance Boštjančiča, ne, v studiu pri kolegu Urošu Slaku, mogoče zdaj tudi Pop TV ne bo več neodvisni medij, ampak zaenkrat, kakor vemo, je še neodvisni medij. Ne. To pa da pa zdaj policija, ne, gre en teden pred volitvam v te neke pompozne preiskave, ne, rekel si, najprej so šli na Telekom. Ja. In bolj pogledaš, koga tam preiskujejo. Vsi ti ljudje, ki so na Telekomu pač med preiskovanimi ali pa osumljenimi, če hočeš, so bili imenovani v času Šarčeve vlade. Ne? Za vsakega lahko skoraj dobesedno povemo pač čigav varovanec v tej oblastni strukturi Marjana Šarca, ki je nekako zdaj tudi ukomponirana v oblastno strukturo Roberta Goloba, kam paše. Ne? Skratka to. Drugo, Boris Tomašič ni med osumljenimi, ne, tudi ni bil podpisnik te pogodbe, pač bil je Aleš Hojs. Zakaj nekdo, ki ni osumljen, ne, ki sploh ne vem, kak status ima v tem postopku, mu policija zapleni računalnik in telefon? Ne?
Gre pa za pač direktorja televizije, gre za nekega voditelja na tej isti televiziji, gre v končni fazi za očeta kandidatke na listi SDS za evropske volitve, ki je, to je pač razvidno, zelo vpet v to kampanjo. Ne. Skratka, on ni imel nič zraven tu, tudi nič ne trdijo, da ima kaj zraven, ampak zaplenili so mu pa računalnik pa telefon. To je približno tako, kot če bi recimo mene ali pa tebe zdaj poklicali na sodišče, da pričaš in ker si priča, bi ti pa zaplenili še sproti telefon pa računalnik, da vidimo pač, kaj gor piše. Ne. To so zaskrbljujoče stvari. Po drugi strani pa, ne, kakšna večja reklama ali pa spodbuda, ne, za volilno telo SDS-a je lahko, da dober teden pred volitvami, ne, več se grejo take hišne preiskave v neodvisnih medijih. Ne. Jaz mislim, da je to velika motivacija za volivce SDS-a, da pač grejo res vsi, tudi tisti, ki mogoče so mislili, da ne bi šli na te evropske volitve, ki se jim niso zdeli tako pomembne, ali pa so pač mogoče mislili, da je to nima smisla, da zdaj pa res grejo, ne, 9. junija na te volitve in pokažejo pač Robertu Golobu tudi s tem, kaj si recimo mislijo o njegovih neodvisnih medijih. Zdaj, omenil si ta spopad med ministrom, besedni spopad med ministrom Boštjančičem in Urošem Slakom. Gre za napoved, vladno napoved novih davčnih sprememb, niti vlada več temu ne pravi reforma, ampak predlagam, da si še prej... Res težko praviš si še prej pogledava ta posnetek. Gospod Boštjančič, zakaj v tem paketu recimo ni napovedane razbremenitve plač, ki jo napovedal tudi predsednik vlade Robert Golob še pred časom? Preden odgovorim na to vprašanje, si bom en kratek uvod. V bistvu sploh ne vem, kje naj začnem. Z polresnicami, neresnicami, ki ste jih vi začeli v tem prispevku. Počakaj, bom najprej pojasnil, kje sploh smo za... Bomo šli od podatka do podatka, ni noben problem, zato ste naš gost. Davčnih sprememb sploh še javno nismo predstavili. Predstavili ste izhodišča? Ne, nismo jih predstavili smo izhodišča samo koaliciji. Kaj pa je to, kar vidimo? A lahko do konca povem stavek? Jutri ali četrtek jih bomo predstavili javnosti in tudi novinarjem. Skratka, Boštjančič, ne, tukaj se v vlogi kot voditelja, ne, on nekako vodil oddajo, hkrati napada vse tiste, ki so osnutek komentirali, ne, ob tem pa sam niti ne ve, kdaj bo predstavil številke, ne, v bistvu mislim, da je to torek zvečer, reče jutri ali pojutrišnjem bomo predstavili številke in potem se bomo pa lahko o tem pogovarjali. Kakšen je to odnos, bom rekel, ministra na neki osrednji komercialni televiziji? Ja, minister Boštjančič je drugi najboljši reprezentant vladavine Roberta Goloba za samim Robertom Golobom. Ne. Se pravi, spet človek, ki je prišel z neko avreolo menedžerja, ne. Sicer njegova podjetja so bolj stečajni menedžer, ja, ampak vendarle, ne. Tudi zdaj se ga ves čas pumpa, ne, na nek način, se pravi, imamo te medijske zapise in pa neke pogovore z insiderji, ne, kjer pravijo, da se ta vlada Roberta Goloba res ni preveč sposobna, ampak Boštjančič je pa še najbolj sposoben, ne. Potem smo imeli tiste medijske zapise, da omrežja hočejo zamenjati Goloba, ne, z Boštjančičem, preden pač so potem sklenili tisti deal, da očitno Golob postane do bridkega konca, ne, vmes lahko počne kar če, samo da se ne meša v te posle od Tine Gaber pa od te posle od omrežji, ne, in to očitno, da Golob, vidimo zdaj, ta svoj del dogovora zelo dosledno spoštuje, ne. Skratka, Boštjančič je začel verjeti v svojo legendo, ne, in očitno se je začel zdaj tako tudi obnašati. Problem pa je, Peter, pri tej vladi, da mi ne ocenjujemo te vlade po tem, kaj oni rečejo, pa kakšne PR štose se grejo, ampak kaj dejansko naredijo. Ne? In po veliki napovedih raznih reform, ne, od zdravstvene do ne vem katere še, je tudi z te davčne reforme na koncu ni ostalo nič. Ne? Prav predlagajo neke brezvezne davčne spremembe, ne, s katerimi targetirajo neke pač oske skupine, ne, kot v smislu, ne vem, če bojo zdaj neki inženirji, ne, upam, da ne mislijo na te iz Pakistana, no, ampak vseeno, prišli k nam, bojo 5 let plačevali nižjo dohodnino, jaz mislim, da že vsi trkajo tam na vrata, da bojo čakali, da bojo prišli, ali pa ta recimo glede davka na premoženje, ne, pri čemer, tako kot si rekel, ne, se predspet ta logika IT-ja, ne. Jaz recimo imam neko pač industrijsko proizvodno, rabim, ne vem, 4000 kvadratov ali pa 40 000 kvadratov, zato da lahko imam to proizvodno, ne. Imam pa IT firmo, pa da 40 kvadratov, ne. In tu ni nobene logike, razumeš, se pravi, ne moreš tega enačiti, ne. In
temu rečeš davčna reforma, pa ti je pol malo neroden, pa rečeš neke davčne spremembe, ne? In potem si vas užaljen, kot ti recimo bivši direktor finančne uprave in davčni svetovalec Ivan Simič pove, da je to protiustavno. In potem se dereš na njega posredno, ki ga ni tam zraven, pa navoditele slaka, ne? In trdiš, da tega sploh še ni, o čemer se pogovarjamo, naslednji dan pol to predstaviš, če se ni, potem pa predsednik vlade začne ugotavljati, kdo je to dal ven in začne spet obtoževati koalicijske partnerje, da so to dali ven, ne. Pričemer je kolega Slak že vdaj povedal, da so pač te podatki prišli od novinarja. Skratka, na neformalnem briefingu, tako, ja, uraden, ki ga je izvedlo ministrstvo. Tako, ja, ne, skratka, pa kak smisel ima vse to? Ti tako veš, kaj si pripravil, veš, da bo pač to enkrat boš mogel to dati v javnost, razen če so mislili, tako kot včasih bivše države v tajnem uradnem listu to objaviti, pa bi pol kar veljalo, pa noben ne bi videl, ne. Skratka, nima smisla, da ti to nekaj skrivaš in se pol nekaj zapletaš, kdo je kaj komentiral, zakaj ni, ne vem kaj. Predvsem pa, sam še to, minister Boštjančič, ne, mu polagam na srce, če slučajno to posluša, ne se zapletati v spopade z ljudmi, ki nimajo česa zgubiti, ne. Se pravi, minister za finance ne more dobiti spopada z bivšim direktorjem Fursa in davčnim svetovalcem Ivanom Simičem. Zato, ker minister za finance ima vse za zgubiti, Ivan Simič ima ni za zgubiti, ne. Ma pa izjemno veliko časa, da lahko o tem piše, o tem spopadu, tako komentira, vse posod, skratka, nič ne pridobi s tem. In zdaj ti v politiki moraš zbirati svoje bitke, kot se temu reče, ne. Ti se ne moreš zaletavati vsaka odprta vrata in pač, ne vem, ko nek pes tam lajati na vsazga, ko gre mimo, ne. In tega ti ljudje ne razumejo. In zdaj, karkoli so že mislili s temi davčnimi spremembami, jaz sicer mislim, da so neumne in da itak ne bi šle skozi, ene so tudi protiustavne, je konec sistem, zato ker iz tega zdaj več nič ne bo. No in cvetka med njimi največja se mi zdi pa potem ob recimo nekih parcialnih, morda celo izboljšavah, ne, ja. Pa zdaj bi nalagali vsem lastnikom avtomatov za pijače, ne, da morajo tiskati račune, ne, da ne bo slučajno, ne vem, ena kavica za 50 centov šla. Ja, ker gotovo v Sloveniji se pač davčnih utaj največ zgodi na avtomatih za pijače, ne. Ne pa recimo pri, ne vem, lastništvu neodvisnih medijev, ne, povezanih oseb, ne vem, nekih konglomeratih medijskih in tako naprej, podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo elektrike, ki so pisane na bivšo ženo, pa ko se ločiš, pa so kar naenkrat nate in potem je tvoja hčerka en caj direktor in tako naprej. Tam gotovo ne prije do nobenih davčnih utaj. Jaz mislim, da so te kavni avtomati so res rak rana slovenske davčne politike, ne. Ne odhajajte še, gledalci, se vrnemo takoj po oglasih. Sem Aleš Štrancar, podjetnik za evropske volitve, podpiram Petra Gregorčiča, po mojem najboljšega kandidata, da predstavlja Slovenijo, se bori za slovenske interese v Evropskem parlamentu. Gre za človeka, ki odloča na podlagi argumentov, na podlagi številk, na podlagi dejstev, ne na podlagi nekih ideologij. Verjamem, da nas bo dobro zastopal v Evropskem parlamentu. Podpora tako uspešnega podjetnika, kot je dr. Aleš Štrancar, mi izjemno veliko pomeni in sem mu zanjo iskreno hvaležen. To zaupanje bom, če me boste tja izvolili v Evropskem parlamentu, upravičil s trdim delom. Kot evropski poslanec se bom zavzemal za blaginjo vseh nas. Da bi jo dosegli, moramo ustvarjati pogoje, ki bodo omogočali konkurenčnost naših podjetij in vztrajati pri vrednotah, na katerih je utemeljena Evropa. Dobrodošli nazaj v oddaji Od tedna z Ljušem Pretinačem. Zdaj, marsikaj smo že pogledali, pa še ena stvar, morda nekoliko zanimiva, preden se lotiva še kampanje za evropske volitve, to priznanje Palestine, ne, neka dokaj obskurna tema pravzaprav za evropske volitve, za čas predvolilne kampanje. Nas sicer zaposluje zaradi dogajanja pač v Palestini, pa vendarle vlada najprej napove, da bo priznala, pa postavi pogoje, pa da bo skupaj z Španijo in Irsko, potem so jo Španija in Irska in Norveška prehitele, zdaj se je nenadoma spomnila, da ne bo tega naredila po volitvah, kot je najprej napovedovala, ampak že prihodnji teden. Kako razumeš to dogajanje okrog priznanja Palestine? Je pač vse, kar primejo roke, na nek način omažejo, ne. Zdaj, ta zgodba z Palestino je na več plasteh, pač bi rekel, problematična, ne.
ker tudi če se recimo na osebni ravni zauzemaš za priznanje Palestine oziroma za to rešitev dveh držav, ne, moraš pač ugotoviti objektivno, da ta hip to ni mogoče. Ne. In tudi, če bi bilo mogoče, Palestina pač niti najmanj ne izpolnjuje pogojev za državo. Ne. Problem je, recimo, ko veljajo neki standardi, potem pa te standarde čez noč porušiš. Ne. Podobno je recimo z članstvom, ne vem, če dam primer, potencialnim članstvom Ukrajine v Evropski uniji. Ne. Tu imaš tle države, ki se že 20 let pripravljajo na to članstvo, pa kakor še niso izpolnili pogoja. Ne. Imaš pa državo, ki je dejansko v vojni, ne, in gotovo ne izpolnjuje pogojev, tudi drugih ne, pa recimo praviš, bomo mi njih sprejeli. Skratka, to se ne počne. Slovenija ima še dodatno težavo, ker mi nismo država tipa Norveška, Irska ali pa Španija, ki si recimo bi lahko privoščili, da pač priznamo Palestino v trenutku, ko ne moreš priznati Palestine, ker to ni država. Ne. Če že, potem bi to lahko storili takrat, kot si rekel, ko so prej naštete 3 države to naredile, da se nekako noter zgubimo. Ne. Najbolj noro pa je, da mi imamo neko utvaro, da bomo mi druge zdaj prepričali, da se bojo nam pridružili in bomo mi nek voditelj. Ja, Tanja smo pravi, Luksemburg, Belgija, ne, da to ona vodi zdaj. Ja, sigurno, ja. Komaj čakajo, da bojo se postavili vrsto za Slovenijo. Pač, realno gledano, Peter, Slovenija nima te teže, ne, v svetu. Nima te teže. Še posebej mi je ta poteza nora z vidika Tanje Fajon, ki se je že omenil, zunanje ministrice, ker seveda pač njeni sponzori, ne, iz tujine, recimo ZDA, pa pač Zvezna republika Nemčija, ki so si zelo prizadevali, da bi Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta, ravno zdaj, ko je Tanja Fajon zunanja ministrica, ne. Zdaj, mogoče Tanja Fajon misli to zaradi nje, ampak ni, ne. Moram žal povedati, da ni zaradi nje, to je predvsem zaradi Belorusije, ne. Skratka, pač alternativa je bila Belorusija. Se pravi, močni interes je bil na Zahodu za to, da pač ni Belorusija nestalna članica Varnostnega sveta iz razlogov, ki so vsem jasni, ampak da to postane Slovenija, ne. In zdaj pa, da ti misliš na tej podlagi, ne, da pa ti lahko greš zdaj pač tu neke solo akcije, ne vem, neke jurišne na področju zunanje politike, kot je recimo priznanje Palestine, je pa noro, ne. Da pa ti to počneš zdaj zelo na hiter, še zato, ker so evropske volitve, ne, in te je nekdo nahecal, da pa to ti bo pa ful glasov prineslo na evropskih volitvah, zato ker ljudje, kot sem nekje prebral, volijo stranke, ki so za priznanje Palestine, ne, kar je pa največji nesmisel, možnih nesmislov, skoraj toliko velik, kakor da ljudje volijo stranke, ki so za evtanazijo ali pa, ne vem, pa za legalizacijo marihuane, ja, to so pa res že norosti. No, skratka, ta vlada, ta oblast, ne, pač ravna po mindsetu, se pravi v miselnem okviru nekih Instagramuš in pač nekih kvazi registriranih lobistk in tako se tudi obnaša. Zdaj, evropske volitve, ne, še dober teden nas loči, kampanja je v polnem teku, ne, in zdi se, da pravzaprav je ključen spopad med tistimi, ki se borijo za to, ali bodo pod pragom, torej ali bodo na 9. mestu, ali bodo na 10., 11. In 12. Ne, nekako se zdi, da se za ta mesta borijo pravzaprav recimo Gregorčič, Peter Gregorčič, SLS, ne, Grošelj, Klemen Grošelj, Zeleni, ne, Luka Mesec, Levica, pa Matjaž Nemec, morda še koga vidiš, oziroma kdo misliš od njih, da nekako se mu bo lahko posrečilo in zakaj? Jaz predvsem mislim, da bojo te evropske volitve hud udarec za aktualno vladajočo koalicijo. Ne? Jaz mislim, da pač vladajoča koalicija lahko računa na največ 3 europoslance, ne? To v najboljšem primeru. Se pravi, bomo imeli rezultat 6-3, ne? Se pravi 6 tistih, ki so že v opoziciji ali pa pač drugih strank, ki ta hip niso v vladni koaliciji, in to je hud udarec, če bo do tega res prišlo, hud poraz. Ne. Vem, da bojo oni zamahnili z roko in bojo rekli, da to sploh nima veze, ne. Ali pa, če bo slučajno Gibanje Svoboda rado čudež in bo dobila 2 europoslanca, česar osebno sicer ne verjamem, ampak tudi, če se to zgodi, bojo to poskušali prikazati kot neko zmago, ampak kot sem rekel, ne, pri rezultatu 6-3 v smislu europoslancev, če se to bolj prevede tudi v odstotke, to je hud politični poraz. In vsake volitve so merilo podpore, ne, in dejanske politične moči aktualne oblasti, lokalne, evropske, posebej pa še seveda parlamentarne. In to bo še utežilo vladanje Robertu Golobu in pač kompaniji. Ne. In tega se oni ne zavedajo, imajo pa še 2 leti načeloma pred sabo do rednih parlamentarnih volitev.
Kar se tiče tega, komu bo osebno uspelo, jaz mislim, da bomo deležni pač nekih presenečenj, ne? V smislu, da se bodo vzpostavili neki novi igralci na obeh političnih poljih preko teh evropskih volitev. Potem je pa predvsem od njih odvisno, ali bodo znali kapitalizirati ta svoj rezultat, ali ga ne bojo znali kapitalizirati. Ne? Vlečemo usporednico z recimo rezultatom Anžeta Logarja na predsedniških volitvah, kjer je on zelo pohitev, ne, in praktično na volilni dan napovedal, da je to zdaj začetek nečesa velikega, pa zdaj čakamo že toliko časa, pa še ni tega velikega od nikoder. Ne. In tem, ki bojo izvoljeni za evropske poslance, pa mogoče do zdaj niso bili, ali pa bo to neke vrste presenečenje, je zelo na hitro lahko človek pač pade v to rutino Bruslja, ne, se pravi, plača je za slovenske razmere zelo visoka, neodvisen si, tako rekoče, ne, se pravi, stranka, nihče nima nobenih vzvodov, da bi recimo na te vplivali, kako se tam obnašaš. Tam po drugi strani si zgolj številka, ne, ker 9 evropskih poslancev v tej množici vseh ne pomeni dost. Po tretji strani pa so tam zelo močni interesi, še veliko močnejši kot v Sloveniji, bolj organiziran, tudi v končni fazi bolj financirani, ki te lahko, ne, kot bi nam lahko Zoran Thaler pritrdil, ne, bivši evropski poslanec slovenski, mimogrede zapeljajo pač tudi nekako ne najbolj pravo pot. Ne. Skratka, hočem povedati, težko je iz Bruslja ostati aktiven ali v slovenski politiki, ali pa celo biti nek odločilen faktor v slovenski politiki. Koga vidiš kot ta presenečenja, ki jih omenjaš? Ne bi želel personalno napovedovati. Jaz mislim, da vsi, ki si jih naštel, imajo šanso, da so izvoljeni. Ne. Zanimiva bo je ta razmerja znotraj list, recimo v SLS-u, ne, obstoječi poslanec Bogovič, pa da je vzhajajoča zvezda Peter Gregorčič, v SD-u, ne, Matjaž Nemec, nosilec, ki ni bil prejšnjič izvoljen, Milan Brglez na zadnjem mestu, ki je verjetno mislil, da bo predsednik stranke. Ta hip SD pa ni, pa je bil izvoljen in si gotov prizadeva, da bi nazaj prišel. Potem v Novi Sloveniji, ne, se pravi Matej Tonin kot predsednik stranke, nosilec liste, ali bo izvoljen ali ne bo. Ne. Tako da ta notranja razmerja bodo zanimiva. Še najbolj pa se mi zdi, da so zanimiva notranja razmerja na listi SDS. Ne. Jaz mislim, da ima stranka SDS najboljšo kampanjo na teh evropskih volitvah, da so se najbolj resno lotili, tudi na pač vseh ravneh, in z jumbo plakati in s tem nekim sporočilom, s tem, kakšno listo so sestavili, ne? Ker recimo en Milan Zver ne more več računati, da bo zagotovo izvoljen, ker je pač bitka med kandidati za preferenčne glasove na njihovi listi tako huda. Ne? Če bi to recimo kdo rekel pred pol leta ali pa enim letom, ne, da Milan Zver ne ve, če bo izvoljen ponovno v Evropski parlament, bi verjetno bili začudeni. Ampak jaz mislim, da danes ta hip je taka situacija in to jim tudi na nek način pač pomaga, ne, ker Romana Tomc zelo dobro igra to svojo vlogo pač nosilke liste, ne, ki zastopa listo navzven. Navznotri je pa zelo tak, bi rekel, tudi neka zdrava tekmovalni duh med temi kandidati vlada, kdo bo not prišel, kar seveda pač motivira njihovo volilno telo, ne, da pač se teh volitev udeleži, ker lahko ima vsak svojega favorita. To pa je prednost teh preferenčnih glasov. Ne. Se pravi, tudi če jaz ne maram katerega izmed 9 kandidatov na listi, konkretno SDS-a, ne, zmerom lahko obkrožim tistega, ki ga maram. Ne. In oni so se zelo potrudili, da so dali 9 takih kandidatov, da praktično vsak njihov volivec, ali pa če hočeš vsak potencialno njihov volivec, lahko najde vsaj enega, ko mu je všeč. Ne. Je to recimo je bolj kot pa pri drugih listah, recimo. Ne. Je ta recimo nastop Branka Grimsa na tem podcastu skupaj s tem zamaskiranim članom Varde, oziroma kako že slovenske SOS. Ja, ja. Je torej to pravzaprav del te taktike, da recimo tudi neke skrajnejše volivce recimo nagovori Branko Grims, medtem ko naprimer Romana Tomc z bolj zmerno retoriko nagovarja recimo desno sredino? To za razliko od recimo Zale Tomašič pa pač Karin Planinšek, ne, ostalo so več ali manj sami prekaljeni kandidati, ne, tudi prekaljeni politiki, oni zelo dobro vejo ali pa saj imajo občutek, da vejo, kdo so njihovi volivci, ne. In oni pač nagovarjajo te volivce. In tako, kot sem rekel, če ti listo pravilno sestaviš, se pravi, da nista po 2 kandidata, ki nagovarjata isti tip volivcev ali pa isti segment volivcev znotraj potencialne volilne baze SDS-a, potem se ti to lahko obrestuje. Ne. Gotovo je vsakomur jasno, da pač, ne vem, Zala Tomašič ali pa Branko Grims ne pomeni isto v Evropskem parlamentu. Ne.
to, kar sem hotel reči, je to, da pri ostalih listah ne vidim te dinamike. Kvečemu je dinamika 1:1, ne, recimo Gregorčič, Bogovič ali pa ne vem, Nemec, Brglez ali pa če hočeš Tonin pa Ljudmila Novak, ampak tako, da bi pa imeli v bistvu res skoraj imaš občutek, da so volitve, evropske volitve so med listami, pa še znotraj liste SDS so neke posebne volitve. Ne? In to je tist, kar mislim, da je neka, ne bom rekel dodana vrednost, ampak pač nek nov element teh evropskih volitev, ki mislim, da SDS zna prinesti rezultat. Ne? In če se slučajno zgodi, kar ni nemogoče, da SDS recimo dobi 4 poslance, ne? Evroposlance na teh evropskih volitvah. Pa tudi, če potem Gibanje Svoboda recimo dobi 2, ne, je to še zmeraj pač 200% boljši rezultat. Ne. In to je močno sporočilo tudi za naslednje parlamentarne volitve in spet močna motivacija pač volilnega telesa SDS-a v to smer. Ne. Morda še to, ne, zanimivo mi je v kontekstu, kot že prej rečeno, teh nekih agentov, se mi zdi, ki se pojavljajo na teh evropskih volitvah, ne, zelo očitno. Zoran Stevanović, ne, v zadnjem soočenju na Pop TV je izjavil, da Rusija je najbolj miroljubna država. Ne. Rusi v zadnjih krepkih stoletjih niso nikdar pokazali želje po invazivnosti na Evropo. Oni so želeli obvladovati svoje meje. Geopolitika ni nikdar tako črno-bela, kot se jo mi predstavljamo. Vi morate vedeti, da imajo oni interese na svojih mejah. Predstavljajte si samo eno stvar. Kaj bi se zgodilo, če bi mi namestili ruski? Skratka, Rusija nikogar ne napada, ne, to je prepričan Zoran Stevanović, ne, ki tudi sicer v svojih nastopih izrazito zagovarja Rusijo. Ne. Potem imamo tukaj še Uroša Lipuščka, ne, sicer na listi, ki nima resnih ambicij za vstop v parlament, pa vendarle ne, Uroš Lipušček kot dopisnik RTV Slovenija iz Pekinga je bil pravzaprav, lahko bi rekel, agent kitajske komunistične partije, tako vsaj bilo razbrati iz njegovih poročanj, ne, torej njegova poročanja so bila izrazito na liniji kitajske komunistične partije. Kako pa to razumeš, no, te agente, recimo, rekovajih? Ne vem, če bi jaz še odkudaj že bi rekel, da gre za neke agente. Jaz mislim, da pri Stevanoviću pač on je politik in on pač se odloča tako, kot misli, da je za njega najboljše. Ne. V tem smislu je nekako ocenil, da seveda, če bi pihal v isti rok kot vsi ostali, ne, se pravi neko izrazito pro-ukrajinsko in proti-rusko politiko, pač ne bi prišel do izraza. Ne. Zato se je verjetno odločil za neko drugo pot. Jaz verjamem, tudi on intimno pač misli, da ni vse slabo na strani Rusije in da ni vse dobro na strani Ukrajine, ampak mislim, da je ta prvi motiv močnejši. Ne. Je pa res, da je ta konsens proti ruski tako močen zdaj, da vsak, ki gre proti temu, ima potem še večje težave. Ne? Tako da vprašanje, če se mu bo to obrestovalo. Ne? Pri Urošu Lipuščku pa mislim, da je on nekako precenil ta svoj vpliv ali pa domet kot nekdanji pač novinar, dopisnik in tako, ko si ti rekel, in je verjetno mislil, da zgolj, če se bo pojavil že, bo tukaj pač požel neko politično podporo, ampak vemo iz izkušenj prejšnjih, ko so vse recimo novinarji ali pa medijski pomembneži podajali na volitve, niso nujno zmerom bili uspešni. Ne? Tako da ta dva sta po moje zgolj izjemi, ki potrjujete neko pravilo, da je slovenska politika tako vladna kot opozicijska, če hočeš, ali pa tista, ki bi še rada postala vladna ali pa opozicijska, zelo na tej neki prozahodni pač liniji, ne? Medtem ko je ta del recimo nekih glasu proti temu ali pa zadržanosti do tega, je pa izredno podreprezentiran. In zdaj se bo pokazalo, ali so recimo Lipušček po moje ne, ampak ali pa recimo Zoran Stevanović je lahko pri tem delu ljudi ali pa volilnega telesa, ki razmišlja na tak način v Sloveniji, res percipiran kot tisti, ki jih lahko zastopa ali ne. Ne? To se bo recimo na teh volitvah evropskih pokazalo. Drugi, ki bi ga ne sicer v tem smislu odnosa do Rusije, ampak sicer da gre nekako kontra temu mainstreamu, pač proevropskemu, pri nas bi jaz izpostavil recimo Pavla Ruparja z Glasu upokojencev, ne, se mi zdi zanimivo, oni se niso odločili, da bi šli na te evropske volitve, ne, so ocenili, da se jim pač to ne usplača, ker je tveganje preveliko, oziroma v nasprotju s tem je očitno Stevanović ocenil, da se mu pač to tveganje izplača in zdaj bomo videli, ali se mu res.
Še za konec, čisto zadnja stvar. Zanimivo mi je ta slogan, ki si ga je izbrala Levica, ne? Sicer stranka, ki se zasema za izstop iz NATO, za demilitarizacijo, razpustitev vojske in tako naprej, je šla iz odprte meje, ne? Je šla s sloganom varnost. A je to parodija? Ja, to je ta težava, da pač niso konsistentni, ne? Skratka, nekdo jim je rekel, da je zdaj pač varnost enih glavnih vprašanj, kar je res, ne? Ampak tako, ko si rekel, pač Levica ni percipirana v Sloveniji kot stranka, ki bi zagotavljala varnost, kvečemo obratno, ne? Varnost česa, premoženja, to je bolj vprašanje, ne? Pač v bistvu, da se ljudje počutijo varne, tudi ne, ja, odprte meje, se pravi, bi rekel, dajanje v nič ali pa zmanjševanje pomena pač občutka varnosti pri ljudeh, ki so soočeni z nezakonitimi migracijami in tako naprej, porastu pač določenega tipa kaznivih dejanj ali pa če hočeš tudi storilcev določenih tipov kaznivih dejanj, vsega tega, ne, skratka varnost, ne vem, zaposlitve, varnost upokojitve, varnost, če hočeš zdravstvenega varstva, skratka posod tle je Levica nekako na drugi strani, ne, pa vzame za slogan varnost, ne. To me spominja na to, ko je Zoran Janković na ene parlamentarne volitve šel s sloganom pošteno, ne. Takrat je bil on recimo na vrhuncu priljubljenosti, pač vsaj v Ljubljani, pa tudi širše, ampak ko so ljudje videli plakat, na katerem je bila slika Zorana Jankovića pa pošteno, so rekli, to pa tumač, ne. In ni prišel v parlament. Prišla je pa recimo Alenka Bratušek takrat, ki je kandidirala proti njemu za predsednico na Pozitivne Slovenije, pa pač jasno izgubila, ne. Skratka, varnost pri Levici meni gre tako skupaj kot Zoran Janković in pošteno. Aljuš, hvala za današnje komentarje. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste vztrajali z nami do konca z svežim pregledom tedenskega dogajanja. Se znova vrnemo prihodnji teden, ko bo to še zadnji odmev tedna pred volitvami in referendumi, zato ga nikar ne zamudite. Naročite se na naš kanal, da boste tudi sveže obveščeni o naših novicah in seveda spremljajte dogajanje tudi na portalu Domovina in v tedniku Domovina. Pa lep pozdrav do prihodnjič.